Razvezani jezik. Prosti slovar žive slovenščine, prva tiskana izdaja 2004-2007. Adamovo rebro. Reklo knjižno. In Gospod Bog je naredil iz rebra, ki ga je vzel človeku ženo, ter jo povedal k človeku. In ta je rekel, to je zdaj kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa. Ta se bo imenovala možinja, kajti iz moža je vzeta. Uporablja se tudi kot označevalec ženske manj vrednosti. Najprej je Adam od Boga želel dobiti lepo, pametno in potrpežljivo ženo. Ko mu je Bog povedal, da ga bo to stalo nogo, roko in še 3 rebra, je vprašal, in kaj dobim za 1 rebro? Menda pa je bila prva v resnici Lilith, pri seksu z Adamom obvezno zgoraj. Po mu je dojadilo in mu je Bog naredil novo Evo, Lilith pa samo držal. A tudi zanj je bilo tumač, pa je dobil Satan. Mnogi se dan danes sprašujejo, kaj bi Bog ustvaril iz radiatorja, če je bil že pri enem rebru tako uspešen. Kekac. Kekca moškega spola, knjižno. Priljubljeni slovenski literarni in filmski junak. Kot obče ime se uporablja za označevanje temeljne nesposobnosti. Ti si pa resen kekac, to bi vsak znal. Kurac. Kurca, moškega spola, knjižno. Petelin, moška kokoš, penis, moški spolni ud, francosko le coq in angleško a cock. SSKJ pojasnjuje, da beseda poleg moškega spolnega organa označuje tudi nič vrednega moškega. V prislovni rabi pa jezo, omalovaževanje in močno zanikanje. V vsakdanjem pogovoru lahko dobi še veliko več in bolj niansiranih pomenov, pač odvisno od konteksta, poudarka in tona, s katerim jo izrečemo. Aleš Debeljak je nekoč postavil teorijo, da se bo slovensko besedišče s časom reduciralo le na besedico kurc. Vse vsebinske nianse pa bomo izražali z raznimi poudarki in načini izgovorja. Snob, ki te le bežno pozna, se ti v zanj pomembnem lokalu približa, ti položi roko na ramo in medtem, ko opazuje, kdo vsega gleda, zategneno izjavi Kvaj dej. Tudi Kvaj dej pojzej. Krilatica slang. Velja samo za ljubljanske žabarje. Oblika pozdrava, ki je bila uvedena zato, da bi bilo prave Gorence še vedno moč ločiti od mladih snobov iz Rožne doline, ki v današnjih časih uporabljajo izvirni gorenjski izraz Kvaj dej. In je to pogledno postala zaščitno geslo visokih gorenjskih krogov, ki se pogosto gibljajo nad 1500 metrov nadmorske višine. Zanimivost te fraze je, da istočasno operira sedanjostjo, dej zdaj, in prihodnostjo, poj, in ju na določen način izenači, kar v prenesenem pomenu besede pomeni, da jutri ne bo prav nič bolje ali slabše, kot je danes. Show must go. Domislek žargon. Izredno učinkovito, ko želimo nekaj reči, nič povedati in izpasti smešno. Izhaja iz resničnostnega šova Bar iz ust Alme Brdžanović. Gre za simpatično napako, ki je povzročila 100% spremembo pomena. Alma je želela povedati, da se zabava mora nadaljevati, show must go on, rekla pa je malce narodno, da zabava mora oditi, show must go. In ker show mora biti, ne pa it, na tem mestu predajam besedo ali dve Teti Pirman iz Društva za domače raziskave. Hvala vsem, ki ste na današnji praznični dan z nami. Najprej bi rada se zahvalila vsem, ki smo sodelovali pri tem izdelku. Najprej Inge Pangos, ki prihaja, jezikoslovka in sourednica. Potem Vasja Libarič, seveda, tukaj sramežljivo na vogalu, oblikovalec in ilustrator. Potem pa tudi Samo Vodnov iz knjigotrškega podjetja Buča, tudi za zvočnikom, namreč brez njegove pomoči Društvo za domače raziskave, brez subvencij in s plitvimi žepi sigurno ne bi uspeli te knjige izdati. Ko ste že opazili iz prelepih člankov, ki smo jih slišali, besedila pišejo v spletni slovar anonimni pisci, ki so med seboj po stilu zelo raznoliki in posamezen članek se lahko zgodi in napišejo tudi 3, 4 oziroma celo 5 piscev različnih, ki se potem med sabo dopolnjujejo
In to je, mislim, tisto, kar da neko nepredvidljivost celi zadevi. Tako da predvsem velja velika zahvala temu, da ta spletni slovar živi in da je knjiga sploh bila možna. Anonimnim piscem, nekateri pač se nam oglasijo, ampak načeloma pa so dejansko anonimni. Doslej jih je v 3 letih bilo prek 500, ki so prispevali svoja besedila in gesla in dokazali, da je pač nekaj takega za slovenski jezik lahko spodbudno, zabavno, da se je pač ta, rečem, slovar prijel. In upam, da bo ta knjiga samo odskočna deska, da v slovarju na spletu še naprej prispevamo članke. Adijo, vidma se pod mizo. Izrek žargon. Zdravica v danem trenutku, ko se vse vpletene stranke brez besed dogovorijo, da se bodo precej napile, ponavadi je to dotav. Predtem so nazdravljali seveda z vzklikom na zdravje. Blizu betoniranje. Betoniranja, žargon. Način na hitro doseganje stanje pijanosti. Postopek je sledeč. Naročiš pivo, po želji malo veliko in žganje, recimo dvojni brinjevček. Spiješ in naročiš še enkrat isto. Ponavljaš glede na želeno stopnjo učinka. Uporabna tudi kot prva pomoč za srčne težave. Pozor pred stranskimi učinki. Na stranišču se težko odločiš med obema školjkama, pisoarjama, pa tudi skozi vrata gre malo teže. Nekateri pivci so kozarček žganja potopili v kozarcu piva. Temu so rekli podmornica. Pa na zdrave. No, Alenka, povej zgodovino razvezanega jezika. To se je začelo kot umetniški projekt, ne kot jezikoslovni verjetno? Ne, niti to ne. Razvezani jezik je v bistvu prvi projekt Društva za domače raziskave, ki je bil leta 2004 na novo ustanovljen. In je spletna platforma, ki se je razvila v slovar, najprej frazeološki, potem pa kar slovar žive slovenščine in v 3 letih lahko rečemo, da se je prijel. Ta projekt nima nič več veze s tem, ko si ti štikala na prtičke razne germanizme in jih razstavljala v Nuku, če se ne motim. Mislim, kakšna je povezava z tem? Ne, v bistvu lahko primerjamo slovar nemških izposojenk s tem slovarjem, samo v tem smislu, da je tista lekcija, iz katere smo se naučili, česa vsega ne smemo delati, ko se kot civilisti in nepoklicani lotevamo slovenskega jezika. Se pravi, ne smemo posegati na področje znanstvenikov in se do tega lahko ogradimo na ta način, da na Wikiju, kjer je slovar nastajal in še vedno nastaja in se piše, ta znanstvenik, internet v bistvu ponuja nevtralnost. Tam nikjer ni nobenega predznaka, ker bi človek rekel, to je za znanost, to je umetnost. Ne. To se človek na lastno odgovornost kot uporabnik odloči, zakaj pristopa zraven in zakaj piše. Enako je s knjigo, če lahko kar nadaljujem, zaradi tega, ker knjiga ni šla z nobeno subvencijo in ni umetniški projekt, niti ne znanstveni, ampak je podvržena zakonitostim trga, ki v našem primeru jamči nevtralnost. Se pravi, ljudje sami se bodo morali odločiti, ali je to verodostojno berilo ali ne. Lahko še predstaviš svojega sodelavca? Ja. Seveda, mislim, čeprav je dosti očitno. To je v bistvu krivc za vse dodane vrednosti knjige. Vasja Lebarič osebno. Cat doing its own thing.